Dober dan, od srede do srede, prek kablov. V glasilu, ki ga ne bova imenovala, je ta teden izšel zapis, ki pravi, citiram približno, da je virus neke vrste božje delo, ki bo prinesel očiščenje in pri tem očiščenju bo najbolj naklonjen beli rasi. Četudi se v uredništvu glasila, ki ga ne bova imenovala, sklicujejo na to, da gre za gloso, bi jaz rekel, da smo s tem prestopili Rubikon in prišli v fazo nekega globoko barbarskega govora. Kako je tebe dočakala ta objava? Ja, najprej me je ta objava posredno doletela, ko so me na njo opozorili prijatelji oziroma tisti, ki so to prebrali. Jaz v časopisu, ki ga ne bova omenila, člankov ne berem. Potem pa se posredno pojavlja tudi interpretacije, so se pojavile dvojne interpretacije. Eno sem videl pri Borisu Vezjaku, ki je podal tudi uradno ovadbo zoper to, drugo pa Gregor Trebušak, ki je v svojem res sjajnem intervenciji na kanalu A postavil nek mejnik v smislu, od tukaj naprej se mi ne gremo, to so pa stvari, ki se pri nas ne morejo zgoditi, in se je postavil tako, kot mislim, da bi se v koaliciji morali postaviti novinarska srenja kot varuhinja civilne družbe in vsega tega, in tako sem jaz te stvari nekako izvedel. Sem pa seveda zdaj tudi te stvari prebral in to je res temeljna in res grozljiva zadeva. In tisto, kar je tudi Gregor Trebušak opozoril, gre v navezavi z največjo vladajočo politično stranko in tako naprej. In v tem smislu še posebej ni kar nekaj, se pravi nekaj, kar zadeva celotno geometrijo in pa celotno konfigurariko slovenskega aktualnega problema. Tako odkrit rasizem, mislim, sprenevedati se ni treba, rasizem je del tega prostora, ampak tako odkrit rasizem se pa v tem prostoru še ni pojavil. Ne, saj to, mislim, ker je v bistvu tudi religiozno pobarvan, mislim, tekst je religiozno pobarvan, ker preprosto govori, da bo Bog ustvaril virus, ki bo spucal najnaprednejšo raso pred uničenjem in da je bil Jezus bel in da je bil z razlogom in da je bilo krščanstvo, da je bilo tej rasi, beli rasi dano krščanstvo in tako naprej. To je kar srhljivo. Jaz sem šel prav zdajle za potrebe najinega pogovora pred tem pogledati, ali se je na to oglasila Komisija za pravičnost in mir in ne bev, ne mev ni od sebe dala. To pa mislim, da pa je nekaj, kar bi moralo, kar tisti, kako ne rečem, prispevki v podporo vladi in tista občutljivost, ki jo je prej Komisija za pravičnost in mir pri Škofovski konferenci pokazala, je bila servilna, je bila ideološko neprimerna in politično nekorektna in tako naprej. Zdaj, pa imamo res nekaj, kar je seveda tudi povezan z oblastno stranko. Predvsem pa niti to ni pomembno, s katero stranko je povezan. Predvsem gre za kršitev 297. člena Kazenskega zakonika. To gre za javno spodbujanje pa razpihovanje sovraštva, za nestrpnost, za nekaj, kar je utemeljeno na rasni, verski, etnični pripadnosti, spolu in barvi kože in tako naprej. Tukaj ne bi smeli biti dilema, tukaj bi država morala po uradni dolžnosti reagirati. Ampak treba je pa vendarle dati priznanje akademiku Jožetu Krašovcu, ki pa se je odzval na način, ki je ustrezen, vključno s tem, da gre za zapis, ki prizadene tudi kristjane.
Lej, jaz nisem tega prebral, obljubim, da bom, ampak če to pač držimo dan klobuk dol in izražam vse komplimente. In to tudi, kar je povedal kolega Grega Trebušak, ne. A veš, on je povedal ne samo kot državljan, ne samo kot novinar, tudi kot kristjan. Jaz osebno se tudi imam za kristjana in to mene žali. Ne. Dejansko me žali, zato ker krščanstvo pač razumem kot toleranco, razumem kot to, da spoštujemo drugače misleče, da se spoštujemo med sabo drugače misleči. Ne samo to, da se spoštujemo, da smo lahko prijatelji, skratka, da uveljavljamo neke temeljne civilizacijske vrednote, da smo lahko v moderni državi, da lahko ljudje različnih prepričanj sobivajo, da lahko ljudje različnih spolnih orientacij sobivajo, da to ljudje različne barve kože sobivajo, nacionalnosti in podobne stvari. To so temeljne vrednote, ki jih jaz osebno recimo prepoznavam in se osebno počutim užaljenega, ne govorim zato, da o sebi nekaj povem. Govorim zato, da mislim, da smo vsi ali pa velika večina slovenskih državljanov, ki se prepoznavamo v Ustavi Republike Slovenije, skozi to prizadeti. In to je bilo širjenje nekega javnega govora, ki se pojavlja v nekem kontekstu in ta kontekst je političen, ta kontekst je ideološki in je ta trenutek celo vladajoči kontekst. Za to gre. Ne? A veš, in to spet tisto, a veš, to je spet ene sorte teorija šoka, ki hoče izkoristiti pandemijo COVID za to, da poriva meje, ki jih prej pač, ali pa da premika meje, ki jih prej ni bilo tako hiter in tako učinkovit način mogoče premikati. To se dogaja v trenutku, ko imamo pa v resnici epidemiološko katastrofo. Ne? Spominjam se nekih ambicij izrečenih v prihodnosti, v preteklosti, da Slovenija ne bo nikdar največja, najmočnejša, lahko je pa najboljša. Zgodilo se je to, da je že nekaj tednov po številu umrljivih na milijon prebivalcev najslabše na svetu. Hkrati očitno prišlo v sami vladi do izredno ostrih polemik, do popolnega razhajanja o tem pravzaprav, kako epidemijo, soočenje z epidemijo peljati v naslednjih korakih. Ni prišlo samo do odkritega spora med ministrom za gospodarstvo in ministrom za zdravje v vladi, pač pa je prišlo tudi do razhajanj v vladni svetovalni skupini, kar je pripeljalo do izstopa edinega epidemiologa v tej skupini, Marija Fafangla. Medtem pa se uveljavlja, kot si rekel, ta doktrina šoka, širjenje rasističnih idej in vcepljanje teh rasističnih idej v situacijo neke nove normalnosti. Minister Počivalšek poziva k temu, da se ukrepe redefinira, da se strategijo boja proti COVID-u redefinira. Kako ti gledaš na to? Ja, tako kot si povedal, kot ti gledaš, mislim pa, da bi morala tukaj pokazati, kako bi rekli Avstrijci, Fingerspitzengefühl, se pravi nek občutek na koncu prsta, ker se mi zdi, da je problem večplasten. In sicer pač v tem smislu, da po eni strani je res, da je ideološka pozicija zdajšnjega predsednika vlade in pa določenega dela vlade za to, da teorijo šoka pač uveljavi in da poskuša izkoristiti, ko smo včasih v vojski rekli, gužvo, zato, da naredi tisto, kar je za narediti na hitro in manj vidno. To je ena plat medalje. V gospodarstvu je pa podobno. Na eni strani imaš lobijske aspiracije, ki bi radi v veliko megle porinili naprej stvari, ki jih prej pač ali niso mogli ali pa niso šle na tak ali drugačen način. Ampak to je ena plat medalje. Druga plat medalje pa treba pogledati, ali je, ta avtentičen strah in pa zavzemanje gospodarstva za to, da enostavno gospodarski sistem ne obstane, da vse skupaj ne propade, ker epidemiologi imajo zelo jasno in logično sliko. Mi lahko virus ustavimo samo tako,
da tako rekoč ustavimo državo in preprečimo virusu, da bo preskakoval iz človeka na človeka. Ne? Na drugi strani imamo pa gospodarstvo, ki pravi, naredili bomo nepopravljivo škodo. Ne? Se pravi, temeljno vprašanje je, ali tukaj možen kompromis med tema dvema stvarnostma. Ne? In seveda tukaj jaz težko odločim, seveda bolj verjamem stroki, pač epidemiološki stroki, definitivno, ne. Ampak to je en vidik, ki je objektiven vidik. Potem imamo pa subjektivne vidike, ne. Te so pa enostavno tudi v tem, ne. To, kar je naredila Nova Slovenija in njen predsednik Tonin, ne, ki se je pridružil Počivalškovi ideji, ne, je pa to, kar si ti povedal, ne. Se pravi, ohranimo odprtost oziroma povečujmo odprtost, sproščajmo ukrepe, na drugi strani pa zategujmo se pravi zakonodajo oziroma ukrepanje v oni rečejo socialni distanci, to se pravi v telesni distanci in pa v socialni, kar je pa seveda hojsanje lahko tudi ali hojsovanje, ne, recimo ko bodo lahko z alibijem toliko bolj utiševali petkove proteste, ko bodo lahko vse, kar jim ne bo po godu, spravili v neko represijo države, v neko omejevanje svobode, ki bi pa sicer morala biti na delu. Tukaj smo na zelo občutljivem terenu, mislim pa, da je ravno v tej netransparentnosti, ki je zelo verjetno mišljena, ključ za razumevanje uspešnosti v navetnicah in v negativnem pomenu besede pač, ne, te vlade, ki z neverjetno veščinskostjo v bistvu zna prave teme maskirati, oziroma ne prave teme maskirati v prave teme, jih pomešati. A veš, to je tako kot teroristične skupine so recimo imele navado, da so svoj center postavili bodisi recimo, ne vem, v mošejo ali pa v otroški vrtec ali pa v bolnico, ne, ker je bilo gor Rdeči križ, v prvi nadstropju so bili otroci in sestre, skladišče z orožjem pa spodaj, ne. Skratka, to maskiranje, ne, netransparentno maskiranje nekih interesov, ki so še najmanj, če bi bili politični, ampak so verjetno tudi, ne vem, gospodarski, lobijski, bohe kakšni še vse, ne. A veš, recimo, zdaj smo kar naenkrat dobili cel paket kupovanja orožja, tam 700 milijonov. Kar naenkrat se predsednik vlade pojavi v Izraelu. V času, a veš, ko mu Pompeo pač trasira naslednje poteze, se pojavljajo, gredo v Ameriko, potem se pa kaj, iz ene sobe v drugo pogovarjajo po Zoomu, a se ne bi iz Ljubljane v Washington lahko pogovarjali po Zoomu, ne? Skratka, to so te zadeve, ki bi, veš, v zadnjem trenutku v Sloveniji radi naprtili neko bilateralo ali pa nek koncept, ki ga zanesljivo v naslednji potezi ne bo na enak način gledal niti Biden, niti Nova slovenska oblast, ko pride. Ne? Skratka, ta mimikrijski karakter, ne? In to izkoriščanje virusa za druge stvari, to v tem pač vidim resničen in resen problem. Ne? In o virusu bi se res lahko pogovarjali tako, da bi se pogovarjali o virusu. To bi bilo prav. In potem verjetno tudi nihče ne bi imel nič proti. Eno polemično moram prijaviti, ne, epidemiologi si omenjal kot pristaše tega netržga lockdowna. Ne. Je bi vendarle tukaj malo distinkcijo uvedel. Ne. Epidemiolog je strokovnjak za infektološke reči, ki pa razume družbeni kontekst. In to, da je Mario Fafangel opozarjal, da z represijo ne bomo prišli daleč, pač pa bomo z represijo ljudem samo priskutili tiste ukrepe, ki so sicer smiselni, je razmislek epidemiologa, ki znaš misliti bolj širok. Ne? Naloga epidemiologa je, da anticipira možne reakcije ljudi in hkrati ve, katere ukrepe se bo v popolnosti spoštovalo, katerih se pa ne bo. Ne? In recimo ukrep, ki se ga ne spoštuje, je ukrep, če ste prehlajeni, ne hodite v službo, kajti v primeru, da nekdo ob prehladu, ki pa je potencialno tudi COVID, ne pride v službo,
je prikrajšan za pomemben del plače. In ker je prikrajšan za pomemben del plače, se potem sicer iracionalno odloči, da bo na pol bolan vendarle prišel na delovno mesto in potem tam lahko okužbo širi. To je tudi edina meni logična interpretacija, pravzaprav zakaj ob vsej strogosti tega lockdowna, ki ga imamo, še vedno krivulja niti malo, v nekaterih regijah pa sploh ne, oziroma prav obratno, v nekaterih regijah se krivulje še vedno vzpenjajo, ampak na splošno v Sloveniji je situacija taka, da je nacionalna krivulja v neki ravni črti že 3 tedne, medtem ko po številnih slovenskih regijah so pravzaprav krivulje v vzponu. To mi govori, da ukrepi, kakor so bili sprejeti, niso anticipirali, da pravzaprav za pomemben del prebivalstva, da jih pomemben del prebivalstva ne bo mogel ponotraniti. Zakaj ne? Zaradi tega, ker če jih ponotrani, to pomeni na koncu meseca, da položnic ne bodo mogli plačati. Epidemiolog, ki zna misliti širše, ki zna videti gozd, ne samo drevesa, bo to razumel. Zdravniki ožjih specialnosti pa te družbene komponente ukrepov ne bodo razumeli in se jim bo zdelo, da se da z represivnimi prijemi reči uravnavati na ustrezen način. In moja stava je, da če bi se komu zazdelo, da bo z zaostrovanjem represije prišel do želenega učinka, bodo rezultati samo še slabši. Ja, to je argument, ki ga sprejmem. Če je to pač tako in če je tako postavljeno in mislim, da si to pravilno postavil, potem jaz to sprejmem v celoti. Tisto, kar bi kot rezervno ali varovalko, v tem primeru imata potem Tonin pa Počivalšek tudi argument, ki ga je tudi možno slišati in ga je možno sprejeti. Ampak vsem bi pa iz previdnosti dal v enačbo še nek dodaten možen vidik, ki ga je minister Gantar potencialno uporabil. Potencialno govorim, ne trdim, da ga je. Ampak mislim, da se dogaja zdaj tudi nek političen šah med Desusom in med vlado oziroma SDS in Janšo. Zato, ker Karel Erjavec je zdaj vstopil v igro, v kateri dviguje stave, v kateri dviguje ceno in v kateri mora na nek način tudi groziti in si težko predstavljam, da bi minister Gantar šel ven iz te taktike oziroma da ne bi tudi on na nek način bil stalno, ker on tudi grozi z izstopom. Če ne bo tako, bom pa izstopil in tako naprej. In se mi zdi, da pri ministru Gantarju, ki ga imam seveda za treznega in razumnega človeka, če kdo je trezen in razumen, je on, nisem pa prepričan, da je 100% pošten v tem smislu. Se mi zdi, da on tudi nekatere interese, ki so višji od samo gole politike, naprimer privatizacijski interesi v zdravstvu, lobijski interesi v zdravstvu in tako naprej, da jih jemlje v obzir, do kakšne mere težko zdaj rečem. In se mi zdi tudi, da ni imun na politične igre. In zdaj se pač KUL ali koalicija ustavnega loka poskuša na nek način prijeti za neko oporno, kako naj rečem, točko, da bi ali dokončno uspela ali pa bi dokončno odpadla. Karel Erjavec dviguje svojo ceno in se mi zdi, da Desus kot tak tudi dviguje svojo ceno. Hočem samo to povedati, če so že v analizo, mislim, da tega vidika ne smemo izpustiti kot možnost. Dobro, hvala za tokrat. Naslednjo sredo si še tle? Ja, seveda. Se vidva, srečno. Srečno.